Paket! A ja moram pomagati. Ja, Jaka rabim pomoč, ampak jaz ne moram zdaj pomagati, jaz moram tole. Vidi. A vas tako odprem? Ja. Lej, a ga lahko odprem? Evo, prvega odpiram. No, jaz vsako stvar, tudi knjigo, ki jo v roke dobim, najprej povoham. Ker če dobro diši, to je dober znak. Reč 3, 2, 1. 3, 2, 1, snimam! Jej, koledarčki so prišli! Cela škatla, ki not bodo zapakirani in poslani k tebi domov. Mislim, ne vsi. En, ali pa še kakšen, če ga boš podaril svoji najljubljeni osebi. No, tako. Koliko časa imamo do GLS-a? Ful. 1 uro, mogoče 2. 2 ure imamo čas, da zapakiramo vse te koledarje. Nina, lej, mi smo zdaj si tako zorganizirali delo, samo da... Naj se oni zmenijo, jaz ti grem pa pokazati, kaj se skriva v tem koledarčku. Pejď z mano. Ta koledarček vsebuje v sebi 365 misli dneva, za vsak dan eno misel, sporočilo angelov, zato v kaj se v posameznem dnevu fokusiraj, kam ne gre tvoja energija, kam ne gre tvoja pozornost. Res je ful pomembno, da skrbimo za svojo duhovno prakso, da skrbimo za svojo visoko vibracijo, ker ko imamo visoko vibracijo, a ne Jaka, se vse lepo steče in ustvarjamo najlepše situacije. In koledarček je ena taka najbolj enostavna duhovna praksa, ki jo lahko imaš. Tako da vsako jutro pogledaš, kaj misel dneva, evo lej, kar žariš, to privlačiš in to dobiš. Misel za Jakata, april, 5. april, velikonočni ponedeljek. Svobodno, daj dalje vse to, kar ni več v tvoji vibraciji, tudi odnose. Sam mene ne. Mene da stran. In je res pač pomembno, da skrbimo za svojo vibracijo in ko pogledaš misel dneva in jo prebereš, ti v bistvu takoj da fokus na to, kar je v posameznem dnevu najbolj pomembno. Draga Nina, zanima me, kateri del koledarčka ti je najbolj všeč? Misli, točke, kaj imaš najraje? To je ful težko vprašanje, zaradi tega, ker je vse top, ampak kljub temu, da so rituali pa točke v času nekaj res posebnega, pa unikum tega koledarčka, so mi misli dneva najbolj všeč, zaradi tega, ker je dejansko tisto, kar te usmerja vsak dan. In ko preberem misel zjutraj, se mi prikrade nasmešek na obraz in je pač to nekaj najboljšega, res. Ampak seveda, rituali so a must. A Jaka že pakira? Poglejte, tudi naš Jaka je pakiram pridan. te bele paketke. Tiste, ki jih je največ. Vedno izberi to, kar je iskreno in pristno zate. Le takšne izbire te povečajo in novo realnost zate rodijo. No, iskreno pristno zame je, da bom imela ta koledarček enega v pisarni, enega pri meni doma, pa še kakšnega tako. Prnadi ga lahko pač. Hkrati, poleg tega, da imaš misli dneva, te pa čakajo tudi takole zraven datuma označene točke v času. To so pa najboljši datumi v letu 2021. In na začetku koledarčka, če takole pokaževa, so opisane te točke. Imamo točko za čiščenje, ko je dan namenjen temu, da spustiš staro, da boš lahko potem sprejel novo. Točke za manifestacijo so notri, najboljši dnevi, ko se tvoje želje najbolj uresničujejo. Točke za odnose, točke za obilje, pa še ena točka je, sem jo preskočila, je pa za stik z angelčki, ker to si tako si želimo, da bi bolj slišali naše angelčke, a ne? In obstajajo dnevi, ko dejansko lahko bolj si v stiku s svojim duhovnim vodstvom, ker je ta meja med našim svetom in višjimi sferami pač zelo odprta. Nadi je z nami že zelo dolgo časa, od vseh, ki so trenutno del moje ekipe, najdlje. Bravo, Nadi! Nadi se še spomne časov, ko ni bilo koledarčka. Ja, so bile pa dišave. Ja, to prihaja. Torej, draga Nadi, zakaj imaš pa ti rada koledarček in ali ga res obrneš vsak dan? Vsak dan, obvezno, ta prve doma, potem pa še tukaj v službi, zato da drži vibracijo. In ko vidiš zraven datuma točko v času, tukaj bo za manifestacijo, enostavno prelistaš na začetek koledarčka, v katero smer je zdaj to,
in si prebereš, kaj na tak dan početi, kako v bistvu dan izkoristiti. Te čaka v bistvu ritual. Ali izvajaš rituale, ki so napisani na koledarčku? To bom pa priznala. Več ali manj ja, včasih se pa zgodi zaradi obveznosti, da tudi preskočim. Pa pol mogoče drug dan ali pa čez 2 dni, pač za nazaj. A se ti zdi, da ko narediš ritual, da ti res pomaga? Ja, definitivno. Koledarček je zakon! Jaka, zakaj imaš ti rad koledarček? Ali ga obračaš res vsak dan? Vsak dan obrnem koledarček, pa imam srečo, da tle delam, da ga kdo drug obrne čez sabo. Zakaj mi je pa najbolj všeč? Najbolj mi je všeč v bistvu realno zvečer. Zaradi tega, ker zjutraj mogoče še ne veš, kaj te čaka v dnevu. Zvečer, ko pa pogledaš misel, pa rečeš, aja, To se je ne dogajalo, morem verjeti, to se mi je danes tekom dneva dogajalo. In takrat doživeš tako prav eno tako razsvetljenje in začneš potem tudi na jutranje branje te misli gledati drugače, zaradi tega, da se lahko že pripraviš za svoj dan. Potem pa v vsakem mesecu je ena točka, en datum, ki je najmočnejši. In itak hočemo ta datum izkoristiti, a ne? Ker zakaj ne bi, če je takrat najboljša energija v zraku. No, to so pa top točke. 12 jih je. Ena točka, en datum na mesec. In če te zanima, kaj na tisti dan narediti in kako izkoristiti, moraš samo tisti dan seveda spet odpreti koledarček. Recimo tukaj poglejmo. 8. avgust. Bo točka v času za jasnost, dan boginje Isis, pa še mlaj. In na ta dan bomo lahko bolj odprti za sporočila naših duhovnih vodnikov. In kako se lahko na ta dan pogovarjamo z angeli, te tukaj čaka v bistvu ritual. Kaja, povej mi, zakaj pa tebi koledarček všeč? Ja, tudi zato, ker ste že Nati pa Nina rekli, ker ti pač dviguje vibracijo. Pač z mislijo dneva se v bistvu spomniš čez cel dan, a ne? In pač... A se ti kdaj zgodi, da na koncu dneva, ko pogledaš, kaj se je zgodilo, si misliš, ojoj, točna prava mi je bila. To je pa najbolj všečno misli za odnose. Aha, ja! Ker v koledarčku imaš tudi datume, ki so dobri za odnose. In kaj takrat početi? Top točka za odnose. Evo, ravno smo v odnosih vodečenica. V redu je. Očitno 18. marca bo dober datum, da se malo kaj zmenimo z našimi ljubljenimi in zrihtamo odnose. No, pa ti bom povedala en ritual, čist malo zaupala, kaj se bo dogajalo 18. marca. Mogli bomo napisati ljubezensko pismo samim sebi. Ker se veš, tak odnos, kot imaš do sebe, take odnose potem lahko gradiš zunaj sebe. Ne predstavljam si mojega dneva in moje visoke vibracije brez koledarčka, ker mi res pomaga, da se v pravem času fokusiram na prave stvari, ujamem energijo, ki me podpira in sem posledično tudi bolj uspešna. Vsi vemo, da ni vsak dan pravi za vse. Včasih že vstaneš tako malo z levo nogo, pa si rečeš, danes bo težek dan, ampak glej, obrneš koledarček, pogledaš, kakšna energija je v zraku, evo, ravno tukaj je kapljica, kar pomeni, točka za čiščenje, takrat smo malo bolj tečni. In potem vidim kapljico in si rečem, wow, danes samo od mene stvari tečejo, ker je čas, da nekaj gre, da to, da lahko drugo pride. In v bistvu takoj ti da perspektivo v življenje, da je vse okej, da se vse dogaja v božanskem času in v bistvu te drži v pravi vibraciji za cel dan. Take lepe škatle imamo, zato da ko dobiš, da imaš občutek, da si dobil darilo. A ne, Nina? Ali bi ti vesela takega darila? Ja, ful, najbolj vesela od vsega. Nina, a nam boš nekaj zapela? Nina ful lepo poje. I wanna wish you a Merry Christmas, koledarčkom 2021. Tako da, ko mi čakamo koledarček, upam, da ti tudi čim prej naroči svojega, da ti ga Božiček še pravočasno prinese. Ne, Božiček bo zapakiral, jelenčki bodo pravočasno prinesli.